Evo, sem rekel, da moram vam tole par stvari razložiti. Mladi starši, ki imate mečkene otročičke, ki boste v tednih obdarovali ali pa ste jih že. Jaz sem imel nedavno eno Zoom konferenco, kjer so me spraševali marsikaj, tudi dotaknili so se teorije zarote. In potem sem jaz skozi nek primer, kako se otroka ne sme zavajati na področju prihajanja na svet otrok, ne v neke detajle jeti, ampak prav na neke neumnosti pa ne smete svojim otrokom govoriti. No, bežno sem omenil, da tudi ni dobro preveč zavajati otroke predolgo, okrog Dedka Mraza, Miklavža, Božička. Nisem sicer omenjal dobrih vil ali pa zobne miške, vse tisto, kar kot starši radi naplahtavamo, lažemo otrokam na nek simpatičen, prijeten način, ampak po mojih izkušnjah in vse, kar vem psihoanalitičnega na to temo, in če mene vprašate in ste me spraševali, osebna neka sporočila ste mi pošiljali v smislu, dokdaj moramo otroku pa povedati, da ni Dedka Mraza, da darila starši kupujejo, pa da ni zobne miške, ki nosi denar za nek zobek. To je že pri 6, 7, 8 letih. Takrat naflancati otroka po moji zdajšnji percepciji ni ok. Jaz kot mladi očka sem delal napake in sem predolgo zavajal mojega starejšega sina, ker pač smo imeli 2 sina, in zato, da bi tam malo nekako užival, se šlo je pa za užitek staršev, ki je bil ves presenečen, ki je dobil tisto darilo, za Miklavža, Dedka Mraza, Božička. Kazga špic parkla mi nismo klicali na pomoč, da bi otroci pridni bili, to ni dobro, preveč bom rekel, Mladi starši, predolgo vi svojih otrok ne smete zavajati na temo, da je Božiček nekaj realnega, da pride z severnega pola. Če je star 7 let, pa reče nemogoče, ali pa, ne vem, še prej, vedoželjni otroci, zdaj ali fantki ali punčke, zastavlja določena vprašanja sebi in posredno tudi staršem. Potihem v svoji glavi, v svoji psihični realnosti delajo opozicijo tej uradni tezi Dedek Mraz, obstaja, Božiček obstaja. In potem vidijo tam nekje v Ljubljani rdečega Božička, tam v Trbolah imamo pa Dedka Mraza, pa z belo kučmo sivo brado. Vsak dan je bolj debel, ali pa debelušen, ali pa rdečo glavo, Take stvari otroka zbegajo na način, da v svoji glavi začne razmišljati, ali mu starši lažejo. Starši so te prve avtoritete, ki jim otrok dolgo časa slepo verjame, ampak v eni točki pa postane v svojem umu avtonomen. In sam pri sebi sklene, da se mu očka pa mamica lažeta, ko govorita, da tam nekje ptički Dedku Mrazu pomagajo raznašati darila, pa tako naprej. Moje mnenje je, da ne predolgo vztrajati pri tem zavajanju. Zdaj, če imate 2, 3 otroke, unemu starejšemu nekako dopovejte, da je bilo lušno, ki je bil mehn, pa ste mu govorili vse živo, pa ga zavajali. Ampak zdaj pa že starejši, mu boste pa povedali, zdaj, kjera je ta starost, je to 5 let, je to 8 let. Vsekakor takrat, kadar otrok začne delati opozicijo staršem, pa reče, vi meni lažete, vi pa nazaj, ne, to ni res, res Dedek Mraz obstaja, ti nosi darila, pa Božiček tudi, enim Božiček, enim Dedek Mraz, eden pa oba, eden pa še Miklavž tam pri babici, pa pri dedku, pa dobre vile mu pomagajo, pa zobna miška. Če ta malo ne verjame, če je skeptik, on si bo preveč belil v glavo, da to, kar avtoriteta starši njemu govorijo, on, če bo točno vedel in pozneje se bo izkazalo, da je imel prav, bo ta paradigma občutenja zelo pomembna, da se bo takemu otroku v odraslosti porodila ideja, da je cepljenje natek. Da je to škodljivo, ker to uradna stroka, avtoriteta, medicina, vlada reče, treba je cepiti.
ali pa chemtrailsi, ne. Skozi bom imel občutek, da tam nekje chemtrailsi, uradna Arso, stroka ali pa, ne vem, NASA pa tako naprej, da to zastrupljajo narod, to skrivajo neki, ne, da obstaja vrhovni red, tam Illuminati, globoka država, Soros, Bill Gates, to neki imajo za bregom, ne, tale gor na Luno, to niso prišli sigurne, mogoče zdaj Kitajci leta 69, Američani pa zagotovo ne, to je bil posnet film. To so te nebuloze, ki se a priorno naselijo kot verjetje v popolnoma zdravih ljudeh, ne rabijo biti neki šizofreniki. Ampak pravim pa, da se to napaja iz fundamentov, ki so se kot paradigma naselili v otroštvu, v te mlade otroške glave. Freud je rekel, da se ne splača otrokom preveč lagati, suvereno lagati, odkot prihajajo na svet otroci. Včasih govorili, da štorkla. Freud je dva spisa, 1907 pa 1908, napisal o seksualnem osveščanju otrok, v smislu, odkje prihajajo otroci, in je rekel, da se v odraslosti naselijo bizarna verjetja. Temu ni rekel teorija zarote, ampak bizarna, groteskna verjetja, ki so posledica tega, da so starši otrokom lagali okrog prihajanja na svet otrok. Zdaj jaz bom rekel, ni dobro preveč detaljno razlagati, kako očka daje lulčka, pa spusti tam noter neke semenčice v maternico skozi vagino, to v te detalje ne jed, ker to lahko deluje kot spolna zloraba na deklice. Na dečke ne toliko. Če mene vprašati, bom rekel, v enem trenutku otrokom, kar se tiče prihajanja na svet otrok, ne smete suvereno lagati, ampak ohlapno ali pa malo zavito meglo, neki v koridorju resnice poveste, na področju Dedka Mraza, mu pa morate, ko on reče, to ne more biti res, mu morate priznati, zdaj ne ravno pri 3 letih, ampak pri enih 5, 6 pa že lahko, s priporočilom ne bratcu to povedati, no. A veš, ti si dolgo časa užival, zdaj si pa že toliko velik, da veš, evo ti povemo, takole je, ne, ta malo bo sicer rekel, sej sem vedel, ne, ampak če mu pa predolgo suvereno kot avtoriteta lažete, bo imel pa fundamente, na katerih bo v odraslosti zgradil občutek, da so princeso Diano ubili, da VTC so porušili sami Američani, ker uradna stroka reče takole. Oni pa kot sprožilec, ker uradna avtoriteta nekaj reče, takoj pomislijo, da ga naplahtavajo, da ga lažejo, vse mu lažejo, ne. Uradna avtoriteta, ne, laže. Skozi je ta občutek in mi imamo v Sloveniji kar nekih takih fejst, ja, kako naj rečem, pretegnjenih ljudi, ki se tle okrog chemtrailsov razgovorijo v nedogled. Gensko spremenjene hrane. Kaj je še pa to? Cepljenje, ki je zdaj aktualno. Ali pa to COVID, korona, to so sami vlade izmislili tam na Kitajskem ali pa so to Američani. Skozi je ta občutek. Tam, kjer se da, avtoriteta nekaj reče, občutek pa kontrira. Kontrira iz principa, ker mu to deluje kot sprožilec. Avtoriteta nekaj trdi, sprožilec mu aktivira paradigmo iz otroštva, ko so prve avtoritete starši otroku lagali. Otrok pri sebi je pa vedel, da to ni res. In potem se je izkazalo, da je otrok imel prav. Zato, spoštovani mladi starši, če se otroku prikrade v glavo zelo zgodaj neka resnica, če sam stuhta, ali pa mu celo kakšni drugi to povejo, starši mu pa še naprej suvereno lažete, to ni dobro. Po moji psihoanalitični percepciji. Zdaj, če boste brskali na to temo, kako in kaj, nikjer, po mojem vedenju, ne boste to našli v nobeni strokovni literaturi. Ampak moje psihoanalitično sklepanje pa tako, da sem vam tole moral povedati. Zdaj, take it or leave it, dobro, namirno sem namignil, ne se preveč suvereno lagati predolgo časa. V teh časih, ko boste dajali darila. Čau.